A greva zdaj tako čez par teh čist konkretnih primerov, torej to, kar mi opazimo, kad delamo z našimi strankami, kje vidimo izzive, torej mogoče tudi tako čist kot malo neke zgodbice, čist konkretne, kaj vidimo pri strankah in pa kako pa to razrešati, kako izboljšati. Pa če lahko štartava res segmentacijo podatkov, ki je, tako kot si rekel, kar velika bolečina, torej če veliko ljudi skoraj polovico časa namen združevanju podatkov, iskanju podatkov, obdelavi podatkov, to pomeni, da pač verjetno živijo v Excelu polovico delovnika, ne? Ja, to marketinško orodje number one Excel. Ampak, imaš podatke v Azure, da ta nek primer, ki ga bo vzela, imaš podatke v CRM-ju, neke kontaktne, imaš pol neko marketinško platformo, s kjer pošleš recimo maile, imava še en sistem za SMS-e, potem izvažaš te podatke, pa jih uvažaš v Meto, v Google Audiences, in še s tem nekaj s tem delaš, pa po mojem, da s tem bo že dosti kompleksno. No? Pa recimo, da še meriš nek zadovoljstvo, pa še ta tretja aplikacija, četrta. Ja, pa nek se ti transakcije dogajajo. Pa imaš še e-commerce, evo. Tako, pa si offline, pa imaš mogoče še nek plagajna, ERP. Tako, posod recimo, da znaš nekaj identificirati podatke, da recimo ne tudi v trgovini ti nek podatek postijo, ali pa imaš recimo mogoče kakšno identifikacijo. In zdaj bi želel ti recimo narediti najbolj tiste, ki so bili najbolj zavzeti v zadnjem mesecu, bi jim rad poslal neko kampanjo, tako special za njih. Se pravi, zdaj moraš to najprej poanalizirati, kjeri so tisti, ki so kupili v zadnjem mesecu. Če ne beležeš tega z Google Analyticsom, kjeri so nekaj na strani gledali, pa tega podatka pravzaprav sploh nimaš, a ne? Pa to bi ti bilo zelo koristno, če bi hotel temu v bistvu, kad so zelo aktivni nekaj narediti, ne lahko da nekdo nekaj kupil na začetku meseca, pa je zdaj dosti irelevantno. Pa bi rekel, bom zbral te, ki se najbolj odzivajo na email marketing, ki sem ga prej pošiljal v zadnjih 3 mesecih, se pravi, moraš zdaj to isto bazo, pa izvoz za drugo bazo, pa uporaba to magic funkcijo, lookup in pač pomeča te stvari, da zdaj dobiš eno. Rečeš, za eni so se mi še odjavili vmes, to druge hranim, to iz CRM zvozaš, dodaš zraven, dobiš ta seznam, pol prečistiš še zato, ker rečeš, bom poslal tudi nazaj tistim, ki ne bodo odprli, ne bom jim pol poslal še SMS, se pravi, rabiš še nek telefone, kar jih boš pol kasneje, ko boš dobil odziv te tvoje prve kampanje, ki si jo poslal na e-mail, boš pol uvozil sam, boš tiste dal stran, ki so odprli, da boš zdaj sam drugim poslal. Pa fajn je, da recimo tistim, ki so pa res dobro ocenili, boš pa še nekaj mal personaliziral, ker to opcijo imaš v marketing orodju, boš rekel, ne tem pa napiš tale A, subject, unim pa B, pa in to dej, no. In zdaj po mojem, da za to, kar si hotel relativno zelo hiter narediti, tako en teden, si hiter porabil. Ja, pa zdaj tle si rekel, imamo najbolj aktivne, torej rečemo, da aktivnost vse je nekaj, kar spremlja marketing, pa je to še dosta torej je vsaj marketer sam te Excele vrtel, pa združval, pa razumel podatke. Če hočeš nekaj iz e-commerce, iz ERP-ja, iz sistemov, ki jih ima ponavadi v upravljanju IT, to pomeni, v večjih firmah je to odpri tiket v IT-ju, tiket, ker pride iz marketinga, ima prioriteto najnižjo možno, ne, ker pač IT se vedno ukvarja z nekimi bugi, z nujnimi stvarmi in zdaj neki izvoz iz sistema ponavadi ni najbolj prioritetna stvar. Potem ti IT to izvoz, spet uparjaš te podatke s svojimi odjavami in tako. Skratka, če dodaš pol še en oddelek zraven kot je IT, porabiš še dodatne 3 do 5 dni največkrat. Ne. Ravno danes smo bili z eno stranko, kjer smo govorili o tem, kako delajo target-based kampanje. Smo rekli, tako, se lotite in ko jo pošljete, je minil 1 mesec, pa so rekli, mogoče 2 dni manj.